Živijo, tukaj je Anže, poslušate podcast Apparatus, kjer legitimni člani družbe povejo, kaj počnejo v življenju. Tole pa je 172. epizoda Apparatusa, v kateri sem govoril z Domnom Ožbotom, ki snema stvari, kar je kar milo rečeno, ker ima toliko ene opreme za video, ker jaz v življenju nisem videl resnic, pa res zna stvari delati in naredil nekaj videov, ki so meni zelo všeč, tako da sem se pač o tem procesu pogovarjal in še marsikaj. Naprej začnemo, tako kot vedno, ful hvala vsem, ki dajete ocene v iTunesih oziroma v Apple Podcasts. Tudi tale podcast ima zdaj poglavja, kaj to pomeni. Veste, tisti, ki uporabljate kakšno aplikacijo za poslušanje, ki jih podpira, to je recimo Pocket Cast na Androidu ali pa Apple Podcasts oziroma Overcast na iOS. Tako da če uporabljate poglavja, seveda pa največ pomeni, če ta podcast podprete. Zdaj vas je že spet par poklikali. Ta link Apparatus.si pošiljnica podpri, res ful hvala, brez tega se jaz res ne bi več šel, tako da ta podpora res daleč največ pomeni, tako da če imate možnost, lahko tudi meni namenite še €1, še enkrat Apparatus.si pošiljnica podpri, to je čist dost intro, zdaj pa, še enkrat bom rekel, zdaj pa doma. Nimam checklistov, tako kot nekateri ljudje. V glavnem, moje prvo vprašanje, ki je vedno isto. Kdo si in kaj počneš? Živa. Jaz sem Domen Ožbot in sem, kako bi rekel, video ustvarjalec. A bi to bilo? Ja. Neko... A to je ta creator prevod, a to je ali ne? Ali... Ma creator, ja, tudi, ampak a veš, creatorji so po moje ti, ki skrbijo za vse, veš, za vsebino in za to, kako pol to zgleda in kako je pol to zmontiran in tako naprej. Jaz sem bil neki cajta creator, ne? Ja. Pa sem se pa malo preveč je bilo vsega, veš, pa se pa malo usmeriš v eno smer in sem se pač v ta video del, torej kako stvari izgledajo, da lepo izgledajo na ekranu. No, sej, v temu, moj plan je bil nekako ta pogovor perat, bo začela z eno predpostavko, če se bo strinjal z njo, pa gre pol naprej. Neka tema tega Apparatusa je vedno bila, saj pri meni, s komorkoli sem se pogovarjal, to probam prelepati na vsak poklic dejavnost, ki jo ljudje delajo, ampak da je pač internet pa ta tehnologija, ki je zdaj dostopna, in to vem, da je zlajna, ampak meni se zdi to vredno res vsakič poudariti, ta bedna beseda demokratizacija, ne, karkoli pač to pomeni, who cares, ampak tisto, kar se pa mislim, da res poznaje pa to, da to recimo, kar ti delaš, tudi če se obzoruješ samo, kako stvari izgledajo, ne, je bilo včasih treba imeti ko 4 sobe, 27 ljudi, pa neke računalnike ali pa sisteme, ki si jih lahko kupil, če si imel milijone, v resnici. Ja, veliko dražje je bilo včasih. Ja, veš, mislim, zdaj greš pa kupaš kamero, ki te stane, ne vem, juri ali pa manj, ne, pa je to čist spodobno zgleda. Če znaš to malo obrniti, pa tako je čisto okej, ne. Dobro, pol če greš naprej, veš, profi kamera, pa tako naprej, si takoj tudi še zmeri si na 100,000 evrov in tako naprej, plus še luč, pa tako naprej, ne, ampak... Ja, zgodila se je neka demokratizacija, v bistvu je, ne vem, a je morda YouTube spustil malo na začetku ta nivo? Ja. Kva je zdaj okej, da se pokaže svetu, minimum, ja. Ampak ga je hitro dvignil. Ja. Če zdaj gledaš produkcije na YouTube, pa tako naprej, je to že kar so orang stvari. Ne? Se mi zdi, da je že spet prišlo v neko to fazo, ki ni več sam... bom nekaj kupil, posnel pa dal gor. Se mi zdi, če hočeš to na kakršen koli način resno imeti, ja, se je ta higienski minimum dejansko dvignil zadnjih. Higienski minimum se je ful dvignil, ne. In vse YouTube je hotel to še bolj dvigant, pa s temi njihovi creator studiji, pa tako naprej. Ampak mislim, da to sploh v tej demokratizaciji, ki si jo omenil, je zelo težko, ne. Veš, zakaj bi jaz zdaj hodil v New York tam v nek njihov studio snemati stvari, če lahko to doma naredim sam, ne. Pa, a veš, pa sam cash dobim, pa ni mi treba pa ta YouTube money, ne. Okay, no, pa greva kle. Jaz imam, Domen ima, za tiste, ki to poslušam, to bo seveda v zapiskih, ne, Vimeo account, ne, kjer je par stvari gor, še izvest.si,
ker Domen je tudi eden od teh ljudi, ki je marsikdo iz Vest.si je bil že v aparatu, vključno z Jonasom in še nekom pustimo unga človeka na mer. Ampak, me pa res zanima, zdaj, kaj si rekel, gre kar YouTube, pa to pa kle začela, pa gre pa. To, kar se jaz vedno pogovarjam, to sem s Komotarjem, tudi veliko govoril, ko smo veliko objavljali, pa da Facebook pa to ne. Ampak kaže naš pa ti odnos kot nekdo, ki pač večinoma montira, gremo reči, da nisi ta kreator, ki bi zdaj vlogal ali pa ne vem, delal, ampak na vsake toksajta pa kakšno svojo stvar tudi narediš, ne. Kaže naš ti odnos do tega, tega monopola, ki se ga je YouTube dejansko izboril, kar se videa tiče na netu, a ne? Težko je, mislim, monopol. Se v bistvu je sam poenostavil stvari. Ja. V bistvu to, ki je poenostavil delo zdaj vsak. Jaz imam na YouTubeu, ne vem, jaz YouTube uporabljam za ljudem kazati stvari na pol narejene, a veš. Jaz na YouTube ruknem, private dam, pa evo, poglejte si, ne. A veš, to enostavno je. Lažje mi je, kot na Google Drive naložiti. Ja, pa imamo link poslati. A veš, na YouTube Drive, pa pol mislim na Google Drive, pa tam pol čakati, pa gledati spodaj v neki konco, kdaj bo to naložen, pa pokaj je naložen, pa pokaj pa na sreči zbrišeš, pa tako naprej. Ja. A veš, to je, mene to trenutno najbolj enostaven workflow, ne. Pa vsi znajo delati z YouTubeom, veš, vsi znajo klikati tam on play. Ja. Player odlično dela, veš, jaz sem, ne vem, Dropbox uporabljam tudi za take stvari, ne. Ampak na Dropboxu pa so vsi, zakaj se pa tam nekaj se zatika, pa tako. Zatika se zaradi playerja, pač zatika se zaradi pač neoptimalnih razmer med tabo in serverjem, ne. Ja. Ki so pri YouTubeu pač v nulo. Gremo reči, mislim, pa umestnik YouTubea, kakor ga jaz poznam, je še zmeraj prilično grozen v resnici. Ampak kar se pa tehnikali tiče, pa res ne vem, kva se še da jim učitati. No. Saj ne, da bi jaz vedel, v resnici. Smo pa pač Vimeo, dokler niso pač dali, tudi pro-user Vimea sem bil, neki tak, sem plačeval jim, ne, zato da nisem imel sam 500 mega na teden. Ker je bilo 500 mega na teden, je bilo pač premal, ne. Kar ne, sploh je full HD v letu, je to kar enkrat ni več velik. Ne? Jaz mislim, da imam sam na Vimeo imam sam en video, kar ni full HD. Res, okay. Pa je tako, pa še tiste, sem dvakrat naložil, pač ne full HD, pa full HD verzijo. In je to nekih 9-10 let nazaj. Ne? Ja. Ampak takrat, veš, in to je lih tisti cajt, ko YouTube še ni bil to, kar je zdaj, ne. A veš, ker se je dejansko dalo, veš, še pa je bilo v bistvu, je bilo boljš, ne, a veš, na Vimeo je bilo boljš, imeli so boljš kodek, lahko si nalagal večje stvari gor, nisi imel časovne omejitve, ki je imel YouTube na začetku 15 minut, ne, pa si pa, če si bil res priden, so ti oni to neki zvišali, pa tako naprej. Unim posvečenim so tako, s tem, da smo pa na Vesti, ne, ki se prej omenil, ne, začeli smo pa z Google videom. Ne. To se pa spomnim. To je pa... Še jaz sem imel tudi en Google video account. A veš, to je pa to res old school, ne. Ja, z unim playerškom, ki je bilo vse belo, ne. Grozen. Slavo, ti se ima kar slavo. Jaz sem jih, mislim, da je 3 leta nazaj, ki so rekli, da bojo skenslali, sem dol potegnil, sem imel 3 videe tam gor. Ne vem sploh, kva sem snemal. Boga z neko Nokio, po mojem neki. Mislim, da na Google video nisem nikoli nič dajal, vem, da ga je pa takrat prav Jonas, ga je zelo promoviral, kot to je pa zdaj. Cool, to je pa zdaj naslednja stvar. Samo polka so YouTube kupaj, je bilo pa itak dilema rešena, v resnične. Valjda, ne, vse to je to, ne, vidiš, kdo je boljši, pa ga kupaš. Saj, pa takrat, pa jaz se še spomnim, ko je Google resmo YouTube kupil, mislim, da so dali, ne vem, 1,6 milijarde, ne, pa so si, moj bog, koliko je to denarja. Pa ne vem, 5 let kasneje pa Facebook, WhatsApp kup za 19, veš, kaj tako, pa je pol manj, mislim, vse je vreden neki WhatsApp, ampak proti YouTubeu, ne, ampak okej. Zdaj pa ta demokratizacija, zdaj pa gre se to pogovarjati, recimo, ne. Kaj pomeni, da nekaj dobro zgleda? Ta higienski minimum zdaj. Pa, to te vprašam, moj plan je bil, da to vprašam iz vidika, če eden tole posluša, pa bi rad karkoli začel delati. A veš, kaj prej si rekel, kamera za Jurija, to ne moč reči, nekomu bi se hotel baviti. Ne? Najpomembnejša stvar, zvok. To sem malo upal, da boš rekel. To je to, ne. A veš, te lahko zgleda vse v nulo, pa lepo, pa the best, pa vse mega, pa tako, pa imaš pa shitty sound in je tako, ne bom tega gledal. Ja. Res nima, a veš, in to je tako, pač, zelo je pomemben, da lepo zgleda in tako naprej, ampak sound design, nek master dober narejen, pol tudi iz česarkoli, razumeš, pač, da je lepo porihtan, da so dialogi čisti,
da slišiš, veš, ko nekdo odloži kozarc, da slišiš ta kozarc, ampak da te ne zdaj to ti razbije ušes, ne, ampak da nekaj slišiš, veš, tako. Jaz mislim, da je to najbolj pomembno pri videu. No. Je pa zvok. Ampak je v resnici to zelo težko doseči. To pa jaz vem, veš, isto je pri podcastih se je isto to zgodilo. Veš. Na začetku so bili podcasti, kupaš lahko z unimi iPhone slušalkami, samo ima mikrofon, who cares, ne. Ampak to je bilo res tako 7 let nazaj. Zdaj, če tako štartaš, nimaš šans, pa kleše, pa videa ni zraven, ki je v bistvu še težji, kar se zvoka tiče, ker se na nič ne moreš opreti, veš, to samo ali slišiš ali pa ne. Ja. Ampak kaj je pol zate, veš, ko gledaš te ali kamere ali pa fotkiče, s katerimi folk dela, opaženo so vedno večji mikrofoni gor priklopljeni. Saj tako meni zgleda, no. Tudi kar se videa tiče, pa zdaj je vloger, jaz govorim tako, če pa to sam nekaj posneta, ne. Ja, mislim, higienski minimum je recimo nek usmerjen mikrofon na kameri, to, kar si rekel, ne, v bistvu, nek shotgun mic priklopljen v fotič, torej, da slišiš to, kar vidiš, ne, zato je usmerjena, veš, da je usmerjen v isto smer kot tvoj objektiv, ne. Polka se gre pa naprej, so pa to pač rabiš pa nekoga, ki ti zvok dela. Ne? Tam stoji s palco v roko, v resnici. Ja. Nekdo enega, ki stoji s palco in lovi, enega pa še zraven, ki je na mikserju, spušča pa dviguje. Pa malo rihta, ja. Uživo že, pa še v postu. Ja. Pač porihta. To se ne neha, v resnici se ne neha, ne. Zgornje meje nič. Ne, ampak sej verjetno isto v podcastih. Mislim, ti si zdaj tukaj na nekem nivoju, ne. Ampak verjetno, če bi imel neomejeno keša, bi bil na enem drugem nivoju. Jaz točno vem, kam bi šel, če bi imel neomejeno. Jaz mislim, da vsi vemo. Vsi vemo, kam iti. Ampak s čim bi ti začel? Gremo reči, da hočeš nekaj snemati, pa gremo reči, če hočeš vlogati. Da bi ti zdaj začel, da hočeš priti na YouTube, pa da ne bo krep. Kaj bi rekel? Pa lahko poimensko, razumeš, ampak ne. Dobro vsebino. Ne, pa to bi bil moj naslednji pogoj. Pač pusto vsebino, gremo reči, da vsebino človek ima, ne. Pa se neki lot, jaz to resno doskrat dobivam, veš, za podcaste, pač neka vprašanja v smislu, ne, jaz bi ga pa delal, ne, kva rabim, ne, a veš, kaj bi pa ti za video rekel, da bi človek rabil, pa da bi nekako na najlažje, karkoli to pomeni način, prišel do nečesa spodobnega. Zdaj spet, ko govorimo o spodobnosti, govorimo o spodobnosti znotraj nekega cenovnega ranga. Seveda, in greva na najbolj čip, ciljava na najbolj čip. Je dobro, najbolj čip je, a veš, to je, kdo je, Chase Jarvis je rekel 100 let nazaj, ne, je rekel, kjer je najboljši fotič, ne, unka ga imaš zmeri s sabo. Tako da jaz mislim, da zdaj mobilni telefoni, pa to so čist proper kamere. Fixed focal length, pač imaš, kar imaš, če hočeš, da je večje, stop bližji, a veš, če hočeš, da več zajameš, stop stran, malo pazi, da ti sonce nekakšnih ostrih senc meče in je to v bistvu dost, ne. Se vidiš, se recimo komotar, ne, ki si ga prej omenil, ne. A veš, to je gledljivo, razumeš, dober je, pač čist dovolj dober za to, da folk gleda, ne. Jaz mislim, da tam se sam zatakne, recimo to, kar so prej, pa pol pri zvoku, ker nek zvok normalen spravi to telefon, sploh zdaj, ker so še skenslali, več ali manj vsi ta dobri vhod za slušalke, ki je tudi služil za mikrofon noter preklopati, ne. Kleva zdaj že kar malo škatljivo ratuje v resnici. Prav ima, ne, Rode ima neke te mini majke usmerjene za telefone, ne, ko so... Ja, ti si dosti pocen, to resnici. Dosti pocen, ampak pač... A veš, ta production value, ne, a veš, kar dvigne, ne, a veš, kar naenkrat ni, se te ne sliška z druge strani sobe, ne, ampak si tam. Si zraven, ne. Si zraven in je to velika razlika, ne. Ok. No, lej, pa naslednja stvar, ker je pa res tvoj proper expertise, ne, je pa pol montaža, ki jaz mislim, da je pa enako pomembna, sploh tudi, ker že imaš vsebino, mogoče se bolj, kot tisto, kar je dejansko posnet, a veš, kako je zmontiran. Pa že spet greva na uno. Kje je začeti, ko se človek tega loti? Zato, ker ta orodja so pa se mi zdi, pri videu moram reči, vsaj kar se mene tiče, je celo lažje kot pri audiju, ker pri audiju so čisto vsi programi z redkimi izjemami, ki niso tako dobre, vsaj kar se mene tiče narejene za muziko, nič ni narejen za podcast. Tudi ena stvar ni narejena, resno. Pri videu je pa vse za video narejen. Video je pa pač bolj video. In kje bi pa kler? Kar smo že spet, če se na komotorju obeziš, on to dela vse z nekim
Vivo Pro appom, ki stane 3 evre na telefonu. Ja, veš, jaz recimo lih zaradi tega, ko sem, mislim, ne bom rekel tega. Reč, kaj vem, kaj si rekel. Old school, ne. Kao, ne. Veš, ne, jaz sem začel na Final Cutu, Final Cut Pro 7. To je še ta zadnji dober Final Cut, ki je bil. Močne besede, ampak... Mislim, meni ne, a veš, navajen sem bil na njega, ko je prišel X oziroma 10 ven, je bilo tako, zdaj ste mi movie maker, mislim, ta iMovie ste razširjen malo, dobro, bom pogledal, kaj ima konkurenca, videl premier, rekel, bomo zdržali čez te bage, pa to, kar je na začetku bilo, in zdaj je to pač čist proper program, ampak je to spet, veš, pogovoriš pa s kolegi, ki delajo na filmih, pa tako naprej, pa imajo vsi neke ediuse, pa ne vem, kva vse, razumeš, in je tako, ampak sej, v končni fazi so bližance na tipkovnici druge, ne? Ja. A veš, na koncu, jaz mislim, da bi hiter, če ti osvojiš eno orodje za video, ne, pa ne bo to Final Cut ali Premiere ali karkoli, v bistvu hiter se mi zdi, da se lahko ti pol navadiš na neki drugega. Ne. Jaz sem recimo, ko sem naredil switch iz Final Cuta na Premiere, pač nisem vedel na začetku, da se da v Premieru bližance spremeniti na bližance iz Final Cuta, ne, na tipkovnici. Da te isto prečaka. In sem se tako 14 dni sem se učil te bližance od Premiera in mi je bilo tako, to ne gre nikamer, ne. Pa vidim to, ne, da se to da, spremenim to, ne, pa sem pa 14 dni rabil spet, da sem prišel nazaj, veš. Pa sem pa v eni točki rekel, dost, dajmo se naučiti na novo bližance in zdaj imam pač vse bližance iz Premiera in jih pač kar veliko koristim, no. V bistvu hitro se naučiš, da je premakniti miško pa klikniti na neki vzame ful več časa, ko sam stisnem eno tipko. Ne. Ja, se to je. Ja. Pa se mi zdi, da te aplikacije, jaz sem imel veliko preveč respekta do vsega tega. Že par audio, recimo, jaz sem začel z Audacityjem, ki je res sicer ful stabilna zadeva, open source vse, ampak pol, ko hočeš malo bolj napredne stvari delati, je pa v koren rata, zelo hitro, recimo. Ne. Smo pol tudi velike travme, sem pa nekaj resnega uporabljal, v smislu resnega v narekovajih. Ne. Ampak ni, vse to je software, predvsem pa mislim, da kar sem pa zdaj, ki se tudi s Premierom malo bockam, ne. Predvsem vidiš to, da so te stvari dost tako, se mi zdi, da te pro aplikacije pa programe je zelo tako nekako na sredini svoje poti so. Včasih dodajo, pride nova verzija, pa dodajo neke take, tako neke elementarne stvari dodajajo še vedno, ne? Da si reče, zakaj tega ni že 15 let, v resnici. Tako, se mi zdi, da se še vedno to dogaja. Tako da, sem se tudi jaz polu pogumil, pa se mi zdi, da bi se marsikdo, če tako začneš razmišljati, da to niso neke res polirane aplikacije, ki vse, kar bojo kadarkoli rabile, nares že znajo, recimo. Ne? Ker je kar daleč od tega, no. Veš, ti imaš Adobe, ima forum, ki imaš izmeri pač request, pač neke poste za request, mislim, ta nek thread za requeste in to je kar živo, ne, a veš, to pač ful stvari, ki si tako misliš, pa se to valjda dela, ne, in pogreš googlat, kako to zdaj dela in ugotoviš, da v bistvu ne. In najdeš 7000 ljudi, ki isto obolevajo. Da že 10 let eni in isti pišejo Adobe, dajte prosim to zrihtati, ker to ne dela, no. Mi rabimo to, a veš, že 10 let rabimo. Veš, tako posti iz 2007. To je meni najbolj presenetilo, res te profesionalni programi, ker se mi zdi, veš, kot, če si poprečen tako, sam nek uporabnik računalnika, si navaja na te, ali na operacijski sistem, pa na stvari, ki jih vsi uporabljajo. Ne? In te stvari ponovadi kar štimajo. Veš, ne vem, Word pa Excel, ki ga pač toliko folka uporablja, oni so kar peglajo že 100 let, pa ga resno peglajo. Te, ne, se mi zdi, ki je pa to, ki je dejansko minorna baza uporabnikov, glede na, a veš, te neke... Ja, pa vsi plačujemo za to nekako, ne, a veš, minorna baza uporabnikov, ampak pa resne denarje, ne. Ja, točno veš, ni zdaj to... Pa se ne da tega popraviti, ne vem. Ali noben ne sliša, veš, noben ne posluša, oni imajo pač cel internet razen unga treda imajo odprt, ne, veš, ko grejo na un tred je 404 €. 404 € vsakič. Host file. Okay, no lepo, zdaj, če so rekli, telefon je dost, programov se ne bata, ne.
Zdaj gre pa od domna, ne vem, če bi delal YouTube tutorial, bi bilo domnovih 5 trikov ali pa 5 nasvetov. Ampak čisto iskren, prej si rekel, že sonce si pa ima to malo menil. Kaj misliš, da je tisto, na kaj ljudje najmanj pazijo, ki grejo karkoli snemati? Pa gre zdaj govorimo o demu, ki bi rad na YouTube dejal, ali pa tako, ki jaz včasih kaj posnamem, da imam kot names slike, kot za svoj arhiv, pa pol neke neumnosti delam. A imaš kakšne take stvari, da ti pridejo na pamet? Bolj so to stvari, ki mene, ful motijo pri določenih videih. Recimo jaz, shaky kamera, to pri meni ne gre čez, ne. Ne vem, Blair Witch Project. Jaz sem po 15 minutah ven z dvorane šel, ki mi je slabo naredil, ne. In sem zelo občutljiv na take stvari, ne. Tako da ne vem, stativ, kakršenkoli, mejhen, ja, ni važno. Ali pa neka stabilizacija na senzorju, na leči, to je zelo dobro. En na svet je bil to zdaj. No, evo. Da gre prova prija do 5. Ajde, da gre prova prija do 5, ajde. Se mi zdi, da mi pozabimo, ampak tako se mi zdi, da res mi pozabimo, zato je take stvari razprašujem, ker jaz to včasih ene stvari pa audio toliko za samoumevne jemljem, pa srečam enega, ki bi to na nov, pa dobim tako vprašanje, ki je tako, da bi jaz mogel razlagati eno copy-paste, veš, take stvari, pol vam prija, zato... Veš pa, zdaj, ko sem rekel stativ, pa ni treba to, da je stativ, veš. Ja. Ti lahko odložiš fotoaparat na poličko, ki ga lahko daš zunaj na zid, pa ful ljudje uporabljajo to, vse, lejte, pač folk, gledate to, itak poznate Caseyja, pejte tam pogledat, kam da on fotič, pa od kje mu je že vse padlo, ne. Ja. A veš, pač to je to, si pomagati nekako z okoljem, ne. Jaz sem, ne vem, danes zjutraj sem imel, pač sva z Joco tam nekaj delala in sem pod fotoaparat, ki sva mogla zelo nizko iti, ne, sem pač podložil, ne vem, denarnico neki, da sem dobil ta prav kot in da je to bilo tam mirno, pa ni bilo treba mi ga držati, ne. To, veš, to so neke take malenkosti, no. Svetloba, ful pomembna, ja, mislim... Ampak kaj to pomeni? Kaj to pomeni? Ja. Dajte snemati v senci, ne na žgočem soncu, dajte snemati zjutraj ali pa zvečer, ker imaš tak nizek sonce. Kaj še? Drevesa so tudi kul, čeprav pa je vse neki zeleno, pa to ni. Ampak to že spet po mojem sam ti opazaš, ali ne? Ja, mislim. To je že ta profesionalna hiba, ki jo vse malo klevem ali pa pravo. Ja, dajmo malo zelene ven iz... Ja. Viš, imam jaz dober izgovor, ker sem farben blind. In pa se mi ni treba s tem obadati. Čist farben blind. Ne, jaz imam ta najbolj blago verzijo, v resnici nimam tako dobrega izgovora. Češne na drevesu vidiš. To vidim. Okay. To ni taka panja. Ok, zdaj sta bila 2, 3. Ok, zvok moramo dati noter. Zvok je. Zvok res moramo čim večkrat omeniti. Jaz mislim, da se to podcenjuje, preveč podcenjuje v resnici. Ja. Kaj še ne vem, zanimive lokacije. A veš, pač ti... rečeš, zdaj bom jaz doma nekaj posnel, ne? Ja. Daj se obrni okoli, poglej, kje si zdaj, ne? A veš, vzem si pol ure, 15 minut, poglej malo, kako pa tukaj izgleda, kako pa tukaj izgleda, pa tam, pa tako, ne? Par mesecev nazaj smo bili tako, snemali smo neki in v neki čist mehni, v bistvu dnevna kuhna, pa tako naprej, in bolj, ko sem se obračal, bolj mi je bilo grozen, ne? Potem sem pa ugotovil, da če grem s kamero čist ven v sosednji prostor, pa skozi vrata snemam, da v bistvu kar naenkrat to rata ful večje, pa ful daljše, pa ful boljše, razumeš. Torej, tako biti malo pogledati kakšno stvar večkrat, no. Ne zdaj reči, ampak to so tudi veš na svetih, ki si jih jaz zmeri, ko pridem nekam, ne. Je tako, Domen, grozno je tukaj, ne. Ampak daj se ti naredi še 2 koraka, pa daj se malo sprehod, pa boš videl, če je res to grozno. Ja, to jaz tako razumem kot snemanje, se začne napreden dejansko rekord pritisneš, ne. Ja, pač, da nisem postavil, upam na najboljšne. Ja, mislim, odvisno kjere stvari, ampak načeloma kakšni intervjuji ali pa to, ko so pač precej statične stvari, pa tako, ja, to je pač 95% dela si opravil prej, ko si rekord stisnil. Ja. Treba postaviti vse, pa tako, pa luč, pa vse. Pa začeti. Ja. A so zdaj na 4? Na 4. Še ta za, ajde, 5. Zdaj bi mogel imeti nek džingl, se počutim, da mogel imeti nek džingl. 5 na svet. 5 na svet.
Kaj te še ziritiralo, pa na kva misliš, ko začneš? To me bolj zanima. Kaj bi rekel, da je to nekje on the record? Ko začnem, kva še pomislim? Ja, ne vem, a je še kaj sploh. Pač, veš, mislim, z lučjo je toliko ful stvari povezanih, veš, ne vem, to, backlight. Če sem se kaj naučil, vse, kar ima neko svetlobo, torej backlight je luč, ki sveti na tvojega talenta, dajmo to reči, ne? Ampak ga sam od zadja osvetljuje. Torej, v bistvu vidiš sam tak robček na njegovi silhueti. Ne? Ampak zakaj je to? Jaz ne razumem, mislim, kaj je to? Lep zgled. Okay. Ja. Kaj meni je to tako, jaz to doskrat, poglej, sem dol zadnji luč in zdaj je in jaz tako. Čist drugače. Res, okay. Ampak se fair enough, Ne vem, to je recimo ena od stvari, ki sem se jih naučil tako, v zadnjih letih. Ne pa se mi zdi, da pol ti večkrat teh stvari dodaš, ne, bolj ok je vse skupaj, ne. Ker vse skupaj sestavne. Ja. Okay, pa zdaj pa ta zadnji, pa gre mogoče malo bolj vsebinske, pa še malo opremo, ker bom pa povedal, zakaj si danes kle. Kva vse ti je šlo že narobe? Ker meni recimo za ta zadnjo epizodo tega predpauzo poletne podcasta se je zgodilo, da sem 15 minut usnetka zgubil, ker se mi je zafilala SD kartica, ki je rookie mistake. To je res rookie mistake. Pa se mi je zgodil, ne. Ampak tako samo, da se ljudje pomerijo, ne, ker ti res tega veliko delaš, kaj je. Mislim, da vse, kar lahko gre narobe, se je že zgodilo. Veš, pač, od tega, da si nekje, pa ne vem, kaj je bilo zadnjič. Nekaj snemam in tako prej, ko grem snemat, si rečem, a baterije so v bubicah. In tako pogledam, so baterije v bubicah, pa zadnji v glavi je bilo še tako, a so polne. Ampak sem preslišal, ne. In pridem, nastavim in začnem snemati in vidim takoj, veš, da je na zadnji črtici, pa zadnja črtica začela utripati. Pa se pa v zadnji črtici, medtem, ko se utripa, pojavil klicajček še, veš. Ampak to mi je pa všeč, da je še en znak. Tako je bilo, hvala. In pa sem zaključil prej, kaj je zmanjkalo. Jaz pa v glavi že tako, kje je zdaj trafika tukaj najbližja, kje je tukaj Mercator. Čeprav jaz mislim, da to je hujš, ker če vidiš, da je to, si pol nervozen in je v bistvu zaradi nervoze je škoda, ne zato, ker če bi ti crkne, pa bi mogel iti po baterijo. Sej izgubiš cajt pa to. Pa mudi se ti pola, veš, pa si živčen, pa te vpraša, dober, dober je, odlično, pejmo naprej. Vse cool, pejmo, exactly, Ampak, to tudi jaz poznam. Pa od tega, da ti, ne vem, zadnjič mi je, ampak zdaj imam srečo, pač imam v kameri pač 2 slota za kartice, ne? In snemam zdaj vse, odkar imam to, snemam vse tako, da mi pač dela na drugo kartico backup prve kartice. Lepa, In tako zadnjič snemam en event za frenda in mu dam kartico in naslednji dan dobim message od njega, kartica mi ne prebere, ne? In on tako že živčen, jaz tako, vse cool, imamo backup, razumeš, veš, zato imam backup. Se to. In sem mu dal drugo kartico in je vse šlo. Una kartica je pa pač šla v večna lovišča. In zdaj, ko smo pri backupu, videofajli so pač ogromni, pa to, ne. Ampak jaz imam neko misijo v življenju, da pač vsakič znova ponavljam, da ljudje nekaj imeti sam na zunanjem disku in si reči, da je to backup, pač to ni backup. Veš, kako to ljudem dopovedati. Ker jaz dobivam pol te maile, veš, pa na Facebooku, pa na Twitterju, jaz sem imel pa vse na disku, zdaj pa ne dela, pa jaz ta flak, ta star, ne ga tamle poždol 700 €, pa ti bojo mogoče 2/3 rešili, če bo sreča, ne. Kako imaš rešen, no? Povej ta nek, veš, kakšen je workflow resnic? Pa... Čim manj misliti na to, da bo kaj šlo narobe. Veš, ka zmeri bo šlo kaj narobe. Itak. Ne, pač, ne vem, zdaj trenutno workflow je tako, da imam v računalniku pač nek RAID. To pomeni, da se disk iz diska na disk kopira. Sproti. V bistvu ne, imam nek RAID, ki je narejen za hitrost. Za hitrost, ok. Tako, da pač nimam za nekih SSD-jev pa tako naprej. Nula, nula, verjetno ne vem. Nula enka. Vse pol naprej jih vem, veš, nula penka. Pa backup tega, en backup v računalniku, na ločenem disku. Pol, če pa res pač pomemben projekt, si pa to pol valjda naredim še neke dodatne backupe,
ki so pol off-site. Ja. Ampak še zmeri so to neki prenosni diski. Ne? Ja, valjda. Načeloma jaz iz kartice nikoli ne brišem, dokler nimam te stvari, ki sem jo posnel na dveh ločenih medijih dodatnih. No, vse take stvari. To je Take to, ja. stvari. Ampak to ti v kri, nažalost, saj jaz mislim, pride sam, da parkrat zgubiš nekaj. Ne. Pol te iz oči. Ne. Je pa grozen, ko to, ne vem, ali se jaz tako, ko vidim, ko ljudem rečem, ker enkrat boš jokal. Pač. Enkrat boš jokal, ker imaš to vse na enem mestu in bo panika in ne vem kva. Ja, jaz sem že več noči prebdel ob reševanju podatkov pa pisanju teh pač postavljanju diskov nazaj pa veš, Kamolaš zraven, ki je v bistvu že na eni točki, že prosim, sestavil se. Ja. Pa to se mi zdi, jaz zmerno tako rečem, ok, jaz za audio fajli delam, pa so recimo tudi kar veliki, veš, pri meni je skoraj vsak aparat, par giga v bistvu vse skupaj, ne. Ampak pa video fajli, ki je vse po par 100 giga lahko, ali pa še več, to sploh, ne. Ampak to velja tudi za, če imaš 17 wordov, mislim, ista. Ni. Ja, pri 17 wordih je sam lažje to na nek cloud spraviti. Seveda. Ampak dosti druge razlike pa v resnici ni, še zmeraj mora biti na večjih mestih. To je pa tista temeljna postavka, ki bi mogla biti vedno. Ne, to je to, ja. Sej, mislim, pravilo je pač imeti, ne vem, da veš, da imaš pač write ni backup, to je, ja, dajmo to še prej. To se strinjam. Write ni važno, v resnici ena kopija, ki če crkne, bo preživel v resnici, ampak ni pa backup. Jaz sem full cajta, sem fural pač write 5. Ja. Ki je super. Se strinjam. Dokler ti kaj ne crkne. Exactly. Kaj ti kaj crkne, pa si, meni ni. Slišati to. Ja, ne. Dokler ti kaj ne crkne, ja, pa ti pa, ne vem, pa so pa problemi. No. Ampak sem imel srečo, pač OS X drugač dela svoje, pač upravlja z diski, kot Windowsi. Ne. Aha, okay. Recimo, jaz sem na Macu, Write 5 z enim programom, če mi je karkoli šlo, je on znal rebuildati vse sestavo nazaj in sem zelo malo stvari izgubil. Kar sem izgubil, sem imel pa itak še na backupu. Sicer na backupu sem surovce, kar pomeni, da sem pa jaz porabil en dan, da sem neke stvari še prekodiral, pa tako, da so bile pripravljene za montažo. Ampak, a veš, 20 ur mojega dela, a veš, ne pa zdaj pač 4 snemalni dnevi od cele ekipe. Ne. Ja. To je ta razlika. Druge odgovornosti, hočeš reči. Ja, tako je. Okay, zdaj pa tako. Itak na koncu bo šla strojna programska oprema, ampak niso še tam, ne, tako da še tam malo tako povedal. Ampak jaz sem tebe itak že 100 let hotel povabiti, pa so pa, kdaj, 2 dni nazaj smo se videli, ne, si pa nabavil res eno mašino, ki res epsko zgleda. Bomo dali link, bo seveda, to je DJI, kako se mu reče? DJI Ronin S. Ronin S, tako. Najnovejši, najmanjši DJI-ov gimbal. To je ta gimbal je v bistvu stabilizator tako. Kamere, fotoaparata v tvojem žiroskopski stabilizator. 3 osi, ne? Pa to, tako, ja, 3-axis. Ja. To je se pravi palca, po domače povedano. Več različnih je. No. Zdaj, pač, ta Ronin S je prvi od DJI-ja, ki je v bistvu enoročni, torej je v bistvu palca, ki ima gor 3 motorčke, vsak za svojo os, v katero pač upneš kamero in jo zbalansiraš, tako da ona v bistvu že sama, bolj ne, sama stoji. Ne. Po, ko ga pržgeš, pa on v bistvu vsak tvoj gib kompenzira z motorčki. Ja. In to je magic, to je v resnici. Mislim, jaz veš, kam sem rekel. Prej, ko so demokratizacije, tako meni zgleda. Ko govoriš o tej demokratizaciji, ok, fair enough, vsak lahko snema fotoaparati, poceni lahko snemaš pa to, ampak je bilo tako, kot sem prej rekel, že zmeraj jih postavljaš na police, pa ne vem kva. Ne. S temi stvarmi se mi zdi, da je pa še pol štenge višji šlo. Tako, ja, za move, ki jih lahko delaš. Ja, veš, kaj, mislim, tukaj se je zgodil lih to, a veš, ti smel neke move, ki so bili strogo filmski, hollywoodski, a veš, ki si jih lahko naredil, samo če smel tam ekipo, pa naprave, ki so zelo drage. Milo rečeno, ja, zelo drage. Ne. Veš, in mogo si imeti tam specialiste, ki so se znali s tem ukvarjati in tako naprej. Zdaj pa zdaj pa pač kupaš
ročni stabilizator in je to, kar zdaj stedi vse skupaj. Ja. Čeprav ni, ne, veš, to so 3 osi, ne, pa imaš še 4. os, ki hodaš, recimo je videti zdaj te tvoje korake, tako da moraš pa ali neko tehniko razviti, da to malo ublažiš, ne, tako je, oziroma pa lahko dodatke kupuješ, pa tako naprej, no. Tle se ne neha v resnici. Ja, enoročni imajo je to največji problem, no. Hoja pa, v bistvu, ker se vidi, da malo ziva v resnici od cajtne. Pri teh dvoročnih so pa vsem toliko težji, pa ponovadi jih dajo še nekakšen ta easy rig, kar je v bistvu nahrbtnik, ki ima palco naprej, pa zajlo gor in na to obesaš, ne. In pol s tem še bolj ublažiš vse gibe, pa tako naprej, ne. Nekaj zgleda noro impresivno, kot nekomu, ki res bolj malo vemo videl, ampak ti se res gleda. To mi čakam, da ga lahko za kaj uporabim. To je zmeri, ki si kaj novega kupaš, pa si tako, to res rabim, nujno rabim in pa prednaročiš in vse in čakaš in gre mesec mim in gre mesec pa pol mim. In pol dobiš to in pa je avgusta, veš. In pač... Ja, okej. Ja, ampak je pa to še eno orodje v resnici, ne? To se pravi, zdaj lahko pač delaš gibe s kamero, ki jih prej pač ne bi, mislim, ki jih ne bi mogel. Ja, prej veliko težje. Ja. Sicer jaz zdaj sem morda še pol govorila malo o tem, jaz imam pač fotoaparat, ki ima stabiliziran senzor. Torej se senzor v hišju premika, ne? Ja. Kar pomeni, da mi v bistvu jaz sem veliko z roke delal, lih zaradi tega, ker pač... Je fotoaparat poskrbel, resnici. Tako je. God damn, okej. Ampak zdaj to je še neka... A veš, bolj je to za kakšne res dinamične, a veš, ven z avta, na motorju zadej, snemati kakšne take stvari. Pa dejansko ga lahko v eni roki držiš. Mislim tako, moraš biti kar bildan, zdaj boš kvihto, ampak tako je življenje v resnici. To je to. Ja. Ne, res, god damn, ti se pa res gledali tako. Meni je bilo res, da se težko, ker sem govoriva, no, link je še enkrat v zapiskih, pejte pogledat, bom dal nekakšen promo video najdel njihov, noro zgledano. Noro mi je, da lahko to je meni bolj noro, da lahko kupaš kot drone. Ker se mi zdi, da teh modelarji so vedno obstajali. Se ne rečem, da so te droni. Ampak se to izhaja v bistvu iz, to je v bistvu isti proizvajalci. Ne, isti hardware, ki je bil na dronih, ne. A veš, v bistvu oni so te gimble razvili zato, da so lahko na dronih, na helikopterjih, pač večjih, pa tako naprej, stabilizirali kamere, ne. Pa se je pa en zmislil, ampak se lahko namest drona, to jaz v roki držim, pa bo vse isto, ne. In tu so ti ta prvi, a veš, posnetki, ki vrtijo kamero, ki tako premika roke, pa kamera v sredini stoji na miru. To se mi zdi, da je ta Movi, niti ni bil DJI prvi, ampak so bili Američani, ki so to naredili. In recimo prvi njihov nek video, ki so naredili behind the scenes, a veš, tako pač hud shot, kamera po ulici, taksi pripelje, punca skoči čez cesto v taksi, kamera kar tam še zmeri, razumeš, in skozi okno noter in pol gre stran od taksija in taksi zavije tako desno in pogledaš behind the scenes in je tip na rolerjih, a veš. Tip je na rolerjih s tem v roki, nekdo mu kontrolira kamero, ne, on sam drži v bistvu, ne. In to je bilo takrat kar magic, a veš. A to lahko naredimo brez, da imamo zdaj tukaj mi... Ja, tračence po tleh. Ali tračence po tleh, ali avto z... kranom gor, z nekim Russian armom, pa tako naprej. Jaz mislim, da je to ta demokratizacija, ki si omenil. Ne, veš, to da v bistvu lahko zdaj dosežeš neke zelo lepe šote, ful lepe šote, za ful manj keša, kot včasih, z manjšo ekipo in tako naprej. Vse še zmeraj se matraš za njih. Ni vse toliko lahko, kakor... Ampak saj lahko probaš lahko. A veš, tega ni bilo prej. Prej si bil ti zelo omejen, pa je bil pa v bistvu prepad vmes, pa so bili profiji. Mislim, pa so bili filmski studiji, v resnici. Vmes ni bilo pa nič. Zdaj si pa v bistvu res že trkaš na vrata tako filmskega studija, lahko s fotoaparatom, pa s parimi, gremo pri pomočki temu reči, pa so dosti več kot to v resnici. Pa še tako se mi zdi, da se je ful lepo poklopili tudi, koliko so senzori napredovali, koliko je v bistvu slika v resnici lepa zdaj, ne. Ker tudi ni glih samo umevno, ne, po pravici povem, da je bo kar vse, pa tako, kot sem rekel, telefoni so zdaj že res
moj bog, no, mislim, predobri že skoraj. Sploh, če je svetloba v redu. Se mi zdi, da še zmeraj peša polka, čim malo v temo stopaš s telefoni. To je tako, zmeri peša. Ja, zmeraj pogobe vse skupaj. V bistvu so zdaj so kamere, kar se low lighta tiče, so ful boljše, kot je bil včasih film, ne? Oziroma kot je še zmeri film. Ne? Ja. Nek razpon, ne? Koliko je pa najtemnejše do najsvetlejše, je pa film še zmeri king. Standard, Okay. Se pa trudijo, ne? Mislim, prehajamo tja. Počasno, ampak se vreja. Okay. Zdaj pa naprej gre na strojno in programsko še za nas. Kaj ti gledaš na internetu? A veš, dve kategorije ti dam, pa moraš obe pofilati saj z dvema, lahko več. Ampak eno je jaz gledam ljudi zaradi kontenta, ker imajo kontent dober in posneto, valjda je dobro tako kaptirati, pa te tvoje modele, ki jih konstantno gledaš, ki razlagajo fotoaparate, razumeš? Gledam, kje so zdaj? Za content prvo. Ki me čist fascinira, je, en je The Clock Spring, je v bistvu en tip, ki dela ure. A veš, ampak tako ročno, on naredi uro, naredi zobnik za uro in ga on ročno pili. In zdaj trenutno on dela to antikitero, ne vem, če sem zdaj prav to rekel, ali antikitera, ne vem točno, prebrati bi mogel. V bistvu ena naprava za določanje pozicije nebesnih teles in mrkov in tega. Krožijo pa sami. Tako, ampak on je najdli so to napravo starogrško na neki potopljeni ladji, to so 3D skenirali in rentgen in tako naprej in on zdaj iz teh posnetkov dela zdaj to ven. A veš, in to je tako noro in lepo narejen in tako pač meni je noro, koliko se tip poleg tega, da dela to napravo, se ukvarja še s tem, da to posname in lepo naredi in dober voice-over in vse lepo pokaže, a veš, tako, to je en. Drug, ki mi je pa zdaj čist v zadnjem tednu ali 14 dneh, je pa This Old Tony. Je pa tudi en tip, ki je pa tudi precision machinist, se temu reče, v bistvu strugara, veš, to je ta slovenski ekvivalent strugar. Na struženci dela. In spet isto, ampak se ful bolj heca zraven. Pa mislim, da on ne dosnemava voice-overja, ampak da dejansko govori, ko snema. Kar je še hujše, razumeš? In isto tako dela, ne vem, naredil je frocom go-kart, nule. Torej, tukaj imam cevi pa neki, pa zdaj jaz v 3 epizodah naredil vam. Sicer so epizode dolge po pol ure, ampak a veš? To mi je pa ful dobro, da v resnici gledaš ta slow-mo TV gledaš, v resnici gledaš ki je za meditacijo. Ja. Namesto da bi zdaj rekel, da gledaš 4 kaskaderje, ki fight scene sami montirajo, v resnici gledaš 2, ki strušta. Kar mi je všeč, to mi je všeč, v bistvu mi je dobro odgovora. A še kakšnega za content, da bi... Še kaj? Ali greva na veš pa, ful gledam nekih teh video esejev o videu. O tem, kako nekdo neki dela. Tukaj je en Indijec, Wolfcrow, če se ne motim, ima tudi na YouTubeu, ki dela tako video eseje o tem, kako, ne vem, Spielberg premika kamero v prostoru in igralce napram kameri, pa ne vem, kako ta pa režiser neki delata in tako naprej. In se kar poglobiti, the best mi je, no, to. Teki je pa, a veš, vsega pomalo, veš, ni zdaj, da bi enega prav čist spremljal. Mislim, da sem naročen na Linus Tech Tips. Ja, to smo vsi. Ampak sam zato, ker tudi jaz enkrat, imel v sosednji sobi 4 serverje. A si ti videl ta setup za montažo? Ne bom to je balans, jaz to nisem mogel verjeti. Koliko ima not, ne vem, 25 SSD diskov, vse na 10 gigabitni mreži in pol editorji, pa 5 ljudi lahko gor dostopa do fajlov prek mreže pa montirajo. To je bolano. Fun fact, ko smo taksi kviz z Jožetom delali, sem vzpostavil sistem v naši mali pisarnici, ki si ti že bil, da so lahko 3 editorji montirali multicam GoPro-je za oddaje
Jaz sem pa zraven pač z istega diskovnega polja še color correction delal, pa tako naprej, pa finalne eksporte. No. Okay. Sicer najzahtevnejše stvari sem počakal na zvečer, ko so šli ostali tam. Okay. Ampak v bistvu že to je samo na navadni mreži, ne? Ja, ampak sem si dal dva Etherneta v komp, tako da sem malo več. Okay. To je že nekaj. Pred 2 se je poznal, pred 3 se ni več to poznal. Je bilo že, ampak 2 sta v bistvu 2 lahko direkt. To pa vsak s svojim gigabitom. Ne? Ja, se točno to. Ja. Ker ti si insane. 10 gigabitov, pa ja, ne vem, mislim, to je hitrej. Glede na to, da oni delajo, ne vem, z Red.ro, ki so ogromni fajli, tudi tisti enkrat po moje rata, mislim, ne vem, no. Ampak je pa noro, kaj vse je folk si izmislil. Ajde, zdaj še kakšnega za fotoaparate. To že zase sprašujem, če ne že drugega. Tam je en še, tak, ne vem, DSLR shooter, ali DSLR shooter pro, ali ne vem, kva en tip. Ko ima pa tako, veš, tudi je tak, on ima pač neke te male fotiče, pa to pa pol dela teste za neke budget stvari, pa tako, pa dobiš daj kakšno idejo, kako bi kaj, veš, za majhen denar, malo dvigno, veš, tako, ne vem, kako je DSLR shooter neki. Ok. Zdaj gre pa strojna in programska, ne? In bova začela z snemalnimi zadevami, kle moraš par stvari povedati, ki jih ti uporabljaš. Ker tudi ti si se mogel, to je pa meni recimo ta najbolj fascinantna stvar, ker je tako, kar čisto vsaki tehnološki zadevi, ne? Ker se je treba tudi za kakšno firmo enkrat odločiti, da mogoče pol tam ustati resmo. Sploh pri fotoaparatih je to že zaradi menijev včasih, kakšni ljudje ustrajajo, ne? Tako da, kaj ti, puzdaj komp, puzdaj to tam na koncu vprašal, s čim ti, ali zase, ali whatever, da snemaš. Go! Ja, jaz sem kar že dolgo časa sem zvest Panasonicu, pa Micro Four Thirds senzorjem, ali kako bi to rekel. No? V bistvu to je žanr fotoaparata. Pasma fotoaparata. Tako da ja, ne vem, zdaj imam trenutno GH5, Speed Booster gor. To ne vem, kaj pomeni. To je v bistvu, kako je že ime, ne bom se zdaj. V bistvu on ti zafejka, da imaš večji senzor. To bi bilo. Focal reducer. Wow. Okay. Ja, focal reducer, ja, ali nekaj v tem stilu. No. Ampak pol lahko uporabljam, ali zdaj tega, ker imam to, lahko pol uporabljam gor leče, ki so narejene za Canon, bajonete pa tako naprej. Tako da imam pol v bistvu 2 Sigmi, 18-35 pa 50-100. Čakaj, 18-35, 50-100. To so milimetri, to je ampak širina. Kaj to pomeni? Širina česa? Jaz to nič ne razumem. Jaz imam mojega Sony IRX-a. Ja. Sej tam tudi gor piše. Vem, nič ne vem, kaj pomeni. Tudi ti piše gor. Enkrat sem poglobil, obljubam enkrat sem fokalna razdalja, focal length. Zapredla bova. Kaj meni povej? Ena stvar, ki pa mene zelo presenetila, v tej fotoaparati ne smejo prav dolgo snemati, v resnici. Po zakonu, če prav razumem. Se da okol pridati, mežik. V bistvu po zakonu je sam fora v tem, če sem jaz to dovolj nepovršno prebral. Ja. Evropska unija ima nek zakon, da vsaka stvar, ki snema več kot pol ure neprekinjeno, pade v razred camcorderjev in ne v razred fotoaparatov in zaradi tega je pač neka večja trošarina pri uvozu in tako naprej. In pa jih omejijo. To je imel recimo Panasonic, je imel pač lih pri GH4 pri prejšnjemu, je imel to omejitev lih zaradi tega, ker niso hoteli pač večje trošarine ali nekaj plačati. In se imel pol ure, zdaj so to skenslali. So pa včasih, v bistvu sploh ti, ne vem, Canoni, te 5D, je bila pa fora, ker je senzor tako velik, pa senzor se segreva, veš, ko sprejema svetlobo, on se greje, ne, in zdaj tam ni bilo nekega hlajenja narejenega, kakor imajo zdaj profi kamere od Canona, recimo, ko imajo ventilatorje noter, pa tako, ne, in se je on po 15 minutah se izključil.
Ampak pa je bilo teh 15 minut, je tudi v bistvu ful dobro sopadalo z file sistemi, ki so bili na karticah. Zato da so bili 4 giga, veliki bloki, pa tako naprej. Veš, in je vse to skupaj. Je pač do tega. Malokrat so to neke res sam kaprice proizvajalcev, v resnici. V resnici so kar tehni razlogi za to. To so kar, štekam. Zdaj pa nimam, na temu nimam nobene omejitve. V bistvu je še tako celo 2 slota imam, ne? Kaj ste rekli. In lahko, v bistvu, lahko tako nastavim, da mi eno zapolni, mi začne na drugo snemati in lahko ta prvo ven ruknem, dam novo noter in gre spet na prvo. Ne? Tako da infinite. To pa kar, Ne, pa to mi je všeč, da tudi o tem razmišljam. To se mi zdi pa tako fancy. Mislim, to je pa fancy funkcionalnosti, v resnici. No. V bistvu, dvakrat po moje prav pride, ampak pa prav pride. Ne vem, zakaj mi prav prišlo. Veš, kaj tak zdaj, ne vem, jaz lahko uro pa pol skupaj snemam v neki najboljši tam resoluciji na 128 giga kartico. Ne. Zdaj, vse si na eventu, ki traja 4 ure morda, ne? Ampak ponavadi ne snemaš celega eventa, ki traja 4 ure, veš, ponavadi imaš ti neke snipete, pa tako, ne. Zdaj, če bi mogel pa celega, je pa to super, veš, imaš komp tam zraven, posnameš, rukneš na komp, na 2 diska, daš noter nazaj, vzameš šuno, in naprej, ne. Fair enough. Sprav, GH5, kaj pa tvoj, naprej gre na telefon, pa komp, kaj pa tvoj imaš fotoaparat, ki ga sabo vzameš, ali nič ne obstaja, ne, je GH5, pa je pa telefon, to je to. Ne, imel sem enega Olympusa, pen neki, ki je bil tudi Micro Four Thirds, pa sem pa enkrat padel z njim v tošlju, ki sem ga imel v neki tej pederuši in sem padel na njega in sem pač vse zlomil, pa sploh ni bil moj, no. Od punce je bil. Pa pa je naprej. Tako da nima, veš, skozi sem imel bi nekaj, veš, tako za stisniti fotko, pa tako, ampak v bistvu vse imam, ne. Veš, telefon imam, vse skozi. In ko smo tukaj, kjer telefon? Jaz sem pa ta Apple, dolgoletni Apple uporabnik. 8, iPhone 8, tamal 8. To je pa zanimiv, stabilizacija na plusu, ne? Malo jača se temu reče. Ampak za fotkat, veš. Fair enough, slikat je dosti. Ne, super mi je, ko ima RAW in dejansko skozi Lightroom lahko RAW fotko stisnem in to se ful pozna. Mislim, na Instagramu verjetno ne. Ne, ampak če pa veš, kaj delaš v Lightroomu ali kjerkoli, se pa splača imeti, da je malo več podatkov. Ful zadovoljen, res. Prej sem imel 6. Isti ta size. To je bil resnic ful predskok, ne. Iz 6 na 8 je kar preferiral v resnici. Me pa šokiral, zadnjič sem 6, nekaj spet nastavil, ko smo neko musko vrteli, pa to pa sem 6 dal, razumeš, zdaj sem muska tle. Z tega vrti, ne, da ne bo zdaj moj telefon tam, ne. In je tako, pač ta je ful težji. A veš, kaj je steklen, spredi zadnji in je tako. Sem wireless charging, pač, kao, ne. Nimam tega še. To si ubod. Zadnjič sem videl, fotor ima iPhone X in si ubodo zdaj nek ta wireless charger in je kar noro, ne. Moja mati, ne, ki ima Nexus več ali manj in to je imel že Nexus 5, je imela že. Sem ji takrat kupil neko Nokia, ker je Nokia še neki bila, ne, če se malo vrača. Ona je na to tako navajena, da to zdaj je ta glavni consideration pri novih telefonih, ali imajo brezstično polnjenje, resnic. To je ful zanimivo, ampak veš, spet so tukaj, veš, zakaj Apple ni dal wireless charginga že za iPhone 2, bi lahko dal, ne? Ja, čist tehnično je tukaj, veš, takoj, ko so aluminijaste beka začeli dajati, je konc. Če železne gre, če steklo pa gre, ne. Valjda. In steklo tudi ni bilo še tam, ne. Veš, zdaj smo pa... Ta Gorilla 5-6 to je v redu, prej je bilo pa bolj, da je bila sama ena platnica, ne. Tako je. Pa komp sklepam, da je kišta. Ja, 2 imam, no. Imam enega za terensko delo, pa kopiranje, pa te stvari, ki je v bistvu 2.13 MacBook Pro 15. Ne vem, grem še bolj noter, to je to, ne, dost. Pa imam pa kišto, ker pa zdaj je že 3-4 leta stara, tako da ni več toliko nova.
ne vem, kva imam noter, i7. Ja, i7 sklepam pa neko grafo, ki je malo ja, 970, če se ne motim. Niti nimam tako neki top of the line, ki v bistvu nisem rabo nikoli. No. Ker nisem nič kaj tazga, toliko zahtevnega dela. Zdaj pa če mi tam rendra 5 minut več. Sam čas si kupaš, v resnici. Ne, ki si sam čas kupuješ. Kar včasih tudi prav pride, ampak ja, večino cajt. So pa itak najdražja stvar v mojem kompu so diski. Ja, verjamem. Jaz imam 14 tera, imam zdaj ta RAID. V enemu kompu? Ja, pa še, ne, mislim 14 tera imam RAID, pa imam 10 tera kakšno hišje pa je to, to bom naslednjič pogledal. To je ta, kaj že... Define, neki R5. Res to veš? R5, to vem, ja. Pa ful, jaz mislim, da ima pol Ljubljane ta hiša. Ker to enkrat je ga en kupil, pa je rekel, to je ful dobro hiša. Ja, gledaš pa zmeraj not in to je to. Ja, imam, ne vem kva, 5 diskov, po 4 tera, po enega 10 tera, pa še 2 SSD-ja, enega za sistem, enega za cache. Žur. To je pa to. Drugi pa monitorje. Ja. Okay. Tako da, mislim, da je to najdražje. No. Pa 32 GB. To se spet, jaz imam to zdaj. Pa tudi približenih ne rabim, ampak je toliko dober. Jaz ne zaprem več. Jaz sem toliko vesel, da sem to takrat nabavil, 3 leta nazaj. Ker sem dal za 32 GB, sem dal 160 evrov, ne. Zdaj pa 8 GB, ne vem, 100 evrov. Tajvanci so, ampak kaj je moj sistem? Moj sistem je, to sem zdaj že pred tretji kišti naredil. Kupam vedno plato s 4 sloti, in 2 slota za film, s velikimi palčkami, in potem počakam, in čez nekaj cajt še dve palčke kupam, in je to. In se mi je fulo brestval. In zdaj imam 32 minut, logram na 64. In bom šel na eni točki. Jaz, edin, kar se sam je, da nisem takrat tega naredil kot ti, da bi vzel 2 16 giga palčki. Stari, si 8 vzel, ne? Sem 8 vzel, ampak mislim, da je bila itak to nek problem z DDR3 rami. Ja, da se nekaj... ni bilo neki, no. Ker imam še DDR3. Zdaj je lepo v 4 prišel, ker sem tega kupil, jaz sem šel iz 2 na 4, jaz 3 sploh videl nisem. Ker mi je tok cajta zdržal, ker sem imel 16 DDR2. Jaz sem imel vmes Maca, sploh ne vem, kaj je bilo noter. Fair enough. Kindle tablica, to zmerno vprašam. Imaš kaj? Imam Godlerjevega iPada, ta prvega. Enko iPada od Godlerja. Ampak to je pa podatek. Jaz ga zdaj sam še šparam, sem čakam, da bo Godler še kakšno nagrado, ki je dobil, kakšno plaketo. Jaz mislim, da temu iPadu cena sam raste. Zelo počasno. iPad z plemenitim poreklom se temu reče. Tako da, še 2 žarometa pa bo zaslužil. Pa aplikacije, prej so itak ti v premieru montiraš, to so že omenila, zdaj pa 5 stvari na telefonu. Na telefonu, to, ko vsi, veš, Facebook, Instagram, Messenger, ki je zdaj itak svoj app. To je res, če ga uporabljaš. Pa kaj še uporabljam? Pa pol neke te, imam ene 2 appa, ki sta tako zelo filmsko usmerjena. Poglej, vzam telefon, ni panike. Mislim, da je Kadraž. Kako se napiše? Cadrage, ok. Kadraž pa Lens Matcher, to sta v bistvu 2, ki sta v paketu sem jih kupil, no. V bistvu ti mu noter nastaviš, kakšen fotoaparat imaš, če imaš kakšen ta focal reducer gor, tako naprej, pa kjer je lense, in pol ti on na podlagi softverske magije ti v bistvu lečo od v bistvu to, kar vidiš skozi kukalo pol na telefonu, je ista širina pol v... A veš, ni zdaj, če bi jaz šel na 100 mm, kar je v bistvu full tele, ni zdaj, da bom jaz tudi da mi bo zožal, ampak sam pozumano. Za viewfinder v resnici je pa super, ker rabiš približen veš, za kadar prideš v sobo, prideš nek prostor in rečeš, ok, tle bi jaz reč široko, ampak zdaj, koliko široko mora imeti, tak, ni treba fotiča Savo pa. To je pa ful pameten, da ste. To pa nisem evo, zdaj sem pozabil, Lumo Lightmeter. Seveda. To so pa Slovenci, ne? Slovenci, ja. To pa tudi ful uporabljam, ja. Ampak njihova prva je bila ta pač dejansko lightmeter, torej za zmeriti, koliko svetlobe zdaj tukaj pada. Tega jaz ne rabim neki velik, mi tak fotoaparat to z nekimi grafi, pa histogrami, pa tako naprej pokaže.
V bistvu uporabljam pa kaj se temu reče, kolorometrija, ne vem, v bistvu za barvo svetlobe, a veš. Aha, okay. Jaz imam neko lučko, pa imam neko drugo lučko, pol jih obe zmeram, pa mi app pokaže v bistvu, kakšen filter moram dati na eno lučko ali pa na drugo, da bosta enaki. Da bosta iste. Tako, ja. Pa veš za belino nastaviti na aparatu, da nimaš zmeraj unga belega lista, pa neki tam, ampak imaš tak dongle noter, zmeraš, kakšna svetloba je, vtipkaš to, vkucaš v fotič in je to. Okay. To je meni bilo, jaz to dolg nisem vedel, ker nisem vedel, kaj ta stvar dela. Ker zelo ga tudi namenskega kupaš. Ja. Da pač nimaš, kakšna je bela svetlova. Ker to prvič slišiš, je weird, pa ko pomisliš, da mora senzor ni človek. Ja. In pač mora vedeti, v čemu se je znajdel, kar je karepsko. Ok, zadnje vprašanje, Domen, ki je vedno isto. Če bi mogel izpostaviti eno fizično stvar, se pravi, mora biti objekt, ne sme biti človek, tako da ne sme biti tvoja babi, ki je naredila vtis na tvoje življenje, razumeš, ker imaš feeling, da je bila narejena zate, lahko jo še imaš, lahko jo nimaš več, ampak je fizičen objekt, kaj bi to bilo? Ja, zdaj pa ven z tega šel. To je najlepš. Kolo. To me, ker te poznam, malo ne preseneča. Ne preseneča, ne. Ja, bike. Ja, kolo. By the way, mislim, da že en let nazaj, boh ve, kdaj si mi pokazal na Vimeo, to Tom dal kar link, kolo po noči bom napisal, klele v zapiske. En brutalen video, ko ste neki dirkali po nekih ulicah po noči, jaz ne vem, kaj ste počeli, ampak je super video, pejte to pogledati. Sorry, bicikl nadaljuj. To je to, dve kolesi, ketna, pa bilanca, pa zic. Ja. To je to. Tudi moram povedati, da Domen je prišel v Apparatus Headquarters, ko je stopil noter z unimi čevlji, ki delajo. Jaz to v bistvu drugemu še nisem videl, če ste videli od zunaj. En friend moj zdaj si je dal utetovirati jih na stopalo. Kaj? To je pa love. To je pa, klepa, to je to. Ja. Bor, če to poslušaš. Tako si mi zaenkrat dal tipkovnico. Na hrbet. Na hrbet, čez dve krila. ASFD na prste. Lepa drugače. Domen, najlepša hvala, ker si bil v Apparatusu. Hvala tebi. Reč adijo. Adijo. Čau. To je bila 172. epizoda Apparatusa. Domna pač napišite res v Google, pa predvsem pejte njegov Vimeo pogledati, ki je res super. So seveda vsi linki tudi v zapiskih, pa pogledajte malo videe, ki so res fajn. Sicer pa, delite ta podcast, če vam bil všeč, to vedno pomaga. Hvala vsem za ocene v Apple Podcast, predvsem pa hvala unim, ki podpirate to, kar počnem. Če bi pa radi to še naredili, pa pejte na apparatus.si poševnica podpri. To je to za tokrat, se slišimo naslednjič ali neki. V bistvu vse, ne vem, zakaj sem rekel, ali neki, to je že spet tiskaj na konc govorim, pa ne znamo tihant. Dio.